Pozdravljeni, Bitcoin, kaj to je? Bom tako precej na kratko razložila, jedrnato strnjeno. Dobivam veliko vprašanj, ali se splača v Bitcoin sploh kaj vlagati ali ne, pa kdaj, pa kako, pa tako. Ne? Ampak najprej v bistvu prva stvar, prvo pravilo pri Bitcoinu, vlaganju v kriptovalute. Bitcoin je prva uspešna kriptovaluta in Bitcoin je Bitcoin, ima svojo mrežo in vse, kar je ostalo, vse te kripto zadeve, altcoini, NFT in tako, to ni Bitcoin. Ne? Torej, Bitcoin je samo Bitcoin. Tudi te papirji, ki predstavljajo kot neka delnica Bitcoin, ni Bitcoina, ne? Ampak je kot neka udeležba, nek solastništvo, ali ne vem, kako bi temu človek rekel, različni so te ETF-i. In jaz osebno jih ne priporočam, jih pa v bistvu kupujejo ljudje, ki imajo veliko denarja in se ne morejo dokopati do kovanca Bitcoin ali pa ne znajo z njim delati. Moje osebno priporočilo je, zdaj, če se v karkoli sploh splača v kriptu, ki ni več kripto, vse skupaj je migriralo na borzo in zdaj so to dejansko manipulacije. V bistvu, če boste opazovali, boste videli, da so se pojavili neki novi kovanci, ki v nekaj urah dosežejo milijarde. V bistvu, in to so dejansko pač zadnje institucije, hedge fondi, se pravi pokojnine in tako, glavno vse to migrira tja. A je to dobro ali ni, ne vemo, ampak jaz osebno mislim, da ni dobro, ker nimamo nadzora nad tem in pač enostavno ne moreš priti do tega, če je nekdo drug lastnik neke kriptodenarnice. Nikoli več ne prideš do tega, če lastnik denarnice tebi tega ne želi dati. Niti policija tega ne more dobiti, ne? Ker tudi lahko se ne ve, kdo je lastnik tiste denarnice, lahko tudi se prenakaže drugam, v glavnem to je kripto. Ne? Zdaj, kripto je šel čisto v drugo smer, kot sem nekako jaz upala, da bo šlo. Zdaj, zelo velik hype je zaradi pač tega Donalda Trumpa, ker on naj bi podpiral kripto, tudi ta Dogecoin, ki ga je pač Elon Musk izumil, pač je nekako šel gor. Zdaj, če pogledamo maksimalen graf za pač Bitcoin, bi lahko, on je začel zelo, zelo nizko, pač in jaz sem ga kupovala, ko je bil še malo cenejši, nimam ga dosti, v bistvu vmes sem naredila veliko napako, sem ga zamenjala za Hex in to je vse šlo. Pač, ker mi je heker to pobral, ker nisem še znala, nisem še vedela, takrat ni bilo nobenih nekih informacij in celo Richard Heart me je poslal direkt nekemu skemerju. Vprašanje, če ni bil njegov skemer, vprašanje. Ne obtožujem nobenega, ampak gledajte, pač 100 in eno vprašanje se mi pojavlja. Je, kar je, ne? Zdaj, ali se splača v Bitcoin vlagati? Verjetno, ja, po mojem bi znal. Pač, zdaj, če hočete v kripto vlagati, Bitcoin, pa Ethereum, pa BNB so po mojem mišljenju edini kripti, ki dolgoročno bodo verjetno obstali. Ta kriza, ki je zdaj, bo pokazala, kateri kripti sploh so, kaj je sploh zadaj. Kaj je sploh zadaj. Tako da je pa tukaj kup ene manipulacije in pač če ne veste, kaj delate, če ne delate sami, v bistvu pa če lahko pomagam vam s svojim znanjem, jaz ga kupujem na Krakenu in še vedno Kraken je od Bitcoina, pač sicer ameriška borza, ampak je v redu.
da se evre gor poslati, da se dolarje gor poslati, čist legalno, čist v redu, pač da se celo Bitcoin na nek način tam stejkata, ne. Tako da Kraken vam bom borzo tudi predstavila. So pa še druge borze, v bistvu lahko tudi direkt kupujete, čist direkt se da preko določenih denarnic in z Visa kartico, z SEPA pač nakazilom se da v Bitcoin to spremeniti. Najbolj varen, do zdaj, kar se meni v teh letih obnesel, najbolj varno je to, da sem vsake toliko časa, enkrat mesečno, ali na 2 meseca, nekaj malega vložila v to in s časoma se mi je nabralo kar dosti, ne. Žal zdaj tega ni več, ampak ko bo spet šansa, ko bo spet priložnost, ko bo spet kakšen plus, kdaj, ne, zdaj na žalost se ukvarjam bolj z zdravjem in pa vlagam vse v to. In takrat pač bom tudi jaz šla v te zadeve. Zdaj, skozi me ljudje sprašujejo, če bo šel Bitcoin gor, verjetno z leti, s časom, da če hočete vlagati dolgoročno, da potem je to smiselno, se pravi na 5-10 let je smiselno, Bitcoin bo verjetno šel gor, razen v primeru, da se tista prvotna denarnica, ki ima največ teh Bitcoinov, pojavi lastnik, ga migrira, ga proda, kakorkoli, ali pa da se na borzi zmenijo, pa vsi prodajo Bitcoin, izstopijo iz njega, takrat bi lahko Bitcoin šel navzdol. Zdaj, Bitcoin je kripto, ki je omejen. Omejen je, v bistvu vedno manj ga je na trgu, zaenkrat je tako, dokler ta denarnica, ki pač ima največ Bitcoinov, je na miru in lastnik ne prodaja tega. Pa zgubljajo se Bitcoini, tako pač nekje v medmrežju tudi ostanejo. Tako da se ga kar splača, no, pač. Zdaj, jaz mislim, da zdaj trenutno ni najbolj smiselno vlagati, čeprav je zelo veliko pač influencerjev, ki to promovirajo, da je prav zdaj šansa, pač glejte, če mislite na 10 let, pa ja, pa zdaj tako mesečno malo se kupuje, drugače pa, da bi tisti, ki kratkoročno vlagate, pa se zdaj verjetno ne splača, no. Pač se to splačalo takrat pred tem halvingom, takrat sem tudi omenjala pač te zadeve, zdaj pa verjetno ne. Lahko, da bo Bitcoin šel zdaj nekaj mesecev, dokler bo ta hype zaradi Trumpa še malo gor, ampak to bojo pač preprodajalci, traderji absolutno izkoriščali, ne. Meni je res žal, da je to šlo na borzo, pač tam se absolutno manipulira s ceno in je pa zelo veliko se pojavilo teh hekerjev, napadalcev, pač obljubljajo ne vem kakšne denarce, ljudje dajo po 20 000, po 100 000 evrov tem in pač nikoli več tega ne vidijo, ker verjamejo pač tistim, vse se da ponarediti, spletno stran, pač tudi podjetje, slamnato podjetje, vse se da ponarediti in to seveda pač kakšen mesec uporabljajo, dobijo denar od ljudi, to se ukinejo in potem spet drugo podjetje in pač policija včasih dobi te ljudi, včasih pa tudi ne, neki so Slovenci, potem so zelo veliki Indijci, pa po celem svetu so te hekerji, ne. Moje osebno mišljenje je, ti zelo veliki heki niso mali ljudje, ampak po mojem so cele organizacije zadaj, ne, pač katere, ne vem, ampak kakor jaz spremljam pač to področje, ga pa skozi spremljam, tudi če se nisem javljala, spremljam te zadeve in so kar malo srhljive. Torej, v ozadju pač teh velikih prevar so lahko tudi velike organizacije, po mojem mišljenju, kakor jaz slutim, kakor jaz vidim te zadeve, ne. Zdaj,
Bitcoin je, zdaj zakaj Bitcoin se ne da shekati drugače, če ga imate na lastni denarnici, kakor sta Trezor pa Ledger, recimo, ne, edino to priporočam, drugega ne. Lahko vam tudi pomagam do tega. Ne priporočam v bistvu imeti to na borzah. Jaz sicer imam nekaj malega na Krakenu, kjer to na nek način stekam, no, to bom pokazala. Ne priporočam pa, da to res date ključe ali pa kakršnekoli podatke drugim ljudem, ali zaupate ali prenakažete drugemu človeku, da to drug človek dela. Jaz sicer sem ljudem pomagala tudi na tak način, pa sem se fajn zafrknila, ker te ljudje, recimo, ko smo vlagali v Hex, pa ta Hex v bistvu je čist propadel, pač če bo, ne vem, a bo kdaj to sploh kdo kaj še vlagal v to zadevo, zaenkrat zelo slabo kaže. Ljudje, ki so v to vlagali, tega ne razumejo v bistvu in pač ne razumejo sploh kripta, tako da jaz osebno pač zdaj samo še pomagam ljudem, da sami v bistvu vlagajo, lahko sem zraven, sedim zraven, vas vam pomagam, da sami to delate, vam pomagam spremljati, vse pomagam, ni problema, ampak da bi jaz to delala za druge, tega ne delam več, ker sem se nasankala v bistvu. Sama se, hotela sem pomagati, pa v bistvu zdaj imam na grbi v bistvu ljudi, ki ne razumejo kripta sploh, kljub temu, da objavljam, razlagam vsakmu posebej, ne, ljudje, Bitcoin je šel gor, zdaj sigurno Hex milijarde, pač ne, ni, zdaj, če gremo pogledat Hex, če gremo pogledat Hex, zamejhan, najdem Hex, v bistvu boste sami lahko videli, sami lahko vidite, tudi ljudem jaz to pošljem, pa buljo, pa še zmerno razumejo. Zdaj Hex je na puščajnu tega, pač imam nekaj tam, pa na Ethereum mreži, sta dva različna, zdaj na puščajnu več ali manj gre bolj gor, tudi večinoma je več vreden, kakor na Ethereum mreži, ker pač vsi tisti, ki koliko je to, 2 centa, pač mi smo vlagali po 40, 30, 40 centih, pa si predstavljate, kakšna izguba je to. Zelo, 99%, se pravi, skoraj vse. Tako da zdaj edino, kar pač nam preostane, je, da, če gledamo, pač tam nekje, tukaj nekje smo vlagali, kar je bilo velika napaka. Velikrat je 3-krat ali 4-krat je Hex naredil 10x ali pa večx in so ljudje pač na njemu res veliko zaslužili, ampak zdaj to dejansko ni več tako, in čim pride tam nekje do 11 centov, tisti, ki imajo vložen v Hex prodajo, zdaj za velike trade, zdaj Hex naj bi kopiral Bitcoin kodo, naj bi bil tako, sam ni, ker ni omejen, in to ni isto, jaz takrat tega nisem dobro razumela, zdaj pač te stvari veliko boljše razumem, mi je jasno, na vseh teh napakah sem se zelo veliko naučila, in tudi ljudje, ki še vedno mi nekateri solijo pamet, se samo smejem, zaradi tega, ker so moje izkušnje drugačne, kakor mi solijo pamet, Jaz vam povem, kje sem se jaz nasankala, tako da pač so moji videi v tej smeri narejeni. Torej, kaj se mi je obneslo in predvsem, kaj se ni in česa ne narediti. Torej, če nimate denarja, ki ga lahko izgubite, v kripto ne vlagajte sploh. Če imate nek mini, kar lahko izgubite, to vlagajte. Zdaj, Hex se je nekoč splačal za zelo velike zneske, zdaj je kar dosti ravna črta, že precej časa, kar pomeni, da nima nekih velikih skokov gor dol in se ne splača. Sploh se ga pa ne splača stekati.
meni se na 3 leta čisto nič ni obneslo in imam nekaj na 15 let, kaj bo čez 15 let, je čisto veliko vprašanje, če bojo sploh obstajale te stvari, a ne. Hex pač je na Ethereum omrežju pa na Pushchain omrežju, tako da kopija Bitcoina naj bi bil tudi Xen. V Xen jaz še vedno imam denarnice, tam nekje do 7. meseca tega leta, drugače sem že eno leto, kar ne mintam več, oziroma ne mintam, se pravi, ne rudarim več Xena. Xen Crypto. Xen je v bistvu meni je fascinantna ideja, je na v bistvu vseh možnih mrežah, razen tisti, kjer niso hoteli biti, ker so mreže v bistvu roparske, a ne, čeprav je največja roparska mreža prav Ethereum, je pa zaenkrat še največja mreža, zdaj, če gremo Max pogledat. Zdaj, Xen pravijo videla sem, ne vem, neke influencerje, ki so rekli Xen to the moon, pa to, ne, v bistvu Xen je neomejen, to ne bo šlo nikoli to the moon, v Xen se vlaga samo zato, ker morda bo nek sistem to, ki bo nadomestil nek evro-dolar sistem, morda, čeprav jaz mislim, da težko, zaradi tega, ker je preveč kompliciran, absolutno je preveč kompliciran in evro-dolar sistem bo nadomestil samo nek drug sistem, ki je tako preprost, kakor je zdaj evro-dolar sistem. In ko me ljudje vprašajo, kaj bi šparali, kaj bi vlagali, jaz mislim, da je zdaj trenutno že nekaj časa najbolj smiselno šparati v dolarju. Dolar ne bo propadel, ga je malo, je glih tako kot Bitcoin precej omejen, tako da gre gor in dolar zdaj pokopava banke in pokopava države, a ne. Zaradi njegove pač moči, ker gre gor, a ne. Tako da dolar se splača, ne vem, na katerikoli banki ste, se ga splača imeti za šparati, a ne. Za šparati, a ne. Tako da po mojem mišljenju je to zdaj, to ni noben nasvet, jaz nisem svetovalec, to so moje osebne v bistvu izkušnje, tako da zdaj pri Xenu, a ne, jaz imam plus, dejansko imam v bistvu, in kaj je tudi dobro, v bistvu zelo veliko sem morala pač kupiti tega Ethereuma, zaradi tega, da bi pač imela gas fee, o gasu bom še govorila, a ne, pač in zdaj na vseh teh milijon denarnicah, ki imam jih res veliko, imam na vsaki nekaj Ethereuma, to je šlo zdaj kar precej gor, tako da tam se je pač nekaj zadev nabralo, čeprav ta Ethereum šparam, v bistvu nič z njim ne delam, zaradi tega, ker imam ene 4 stvari nagledane, ki jih bom počakala, da ta kriza podre pač vse, kar ima za podreti, in tiste 4 stvari, če bo katera obstala, bom potem, ko bodo padle cene, ker padle bodo enkrat, vedno padejo, bom takrat vlagala v tiste zadeve. Tako da to sem se naučila iz kripta, počakaj, v bistvu pač, če imaš zelo veliko srečo, pač ene 3 stvari sem na začetku vlagala, ne vem, Hedera, Solana, v bistvu imam še Stake, moram še pogledati, to sploh je, ker imam tisto še čisto prvo, a to se sploh še da kaj dobiti ven. Pred 2 letoma sem z njimi komunicirali, so rekli, da lahko pustim, da je to še, moram pogledati, no, če se to sploh kaj da še, a je to sploh ali ni to, sicer imam tega res malo, ne, ampak Solana je šla kar gor, Hedera recimo, pa še nekaj, ne vem. Enkrat bom prečistila vse te denarnice, šla pogledati, če kakšen celo v bistvu moram pogledati te ta-mičkene kovance, če je slučajno, zdaj večinoma je šlo v nekam, se pravi v pozabo, mogoče pa kakšen celo kaj uspel, a ne, pa vam bom pač povedala. Tako da ja,
Bitcoin je šel več gor, kot recimo zlato, presenetljivo je šel gor tudi zlato. Zdaj tako, jaz spremljam pač te bogataše, v bistvu, ki hodijo okrog in poskušajo in preizkušajo, kaj se da prodati, kaj se da delati, in govorijo, da recimo z Bitcoinom, pa zlatom, srebrom, to ne morejo sploh nikjer nič kupiti, nič prodati, nič zamenjati, dejansko ne, kaj šele kakšen drug kripto. Edino, kar se jemlje, da lahko res kjerkoli, kadarkoli na planetu plačaš, je dolar. Pika. A ne. Dolar, 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 dolar. A ne. Tako da, okej. Lahko postavite vprašanja, glede na vprašanja pač mi pošljete na mail, medialearn.si je spletna stran, lahko se prijavite na delavnico, osebno svetovanje, vam bom pomagala, pač do tega prideti, če želite, in tudi lahko se na novice prijavite, ki so spodaj v opisu, pa boste dobivali občasno pač, kaj približno se dogaja in kaj je smiselno, in seveda vam polagam na srce, sami se odločite. Sami se odločite, kaj, kako, zakaj, in sprejemajte odgovornost sami, kaj boste vlagali, in pač za dobičke in pač za izgube tudi. Lep pozdrav, pa se kmalu spet slišimo. Naslednji video bom tudi, kaj so altcoini, tako da pač spremljajte ta kanal, spremljajte tudi ostale naše sociale. Nekako sem se vrnila, ker imam prostovoljce, ki pomagajo, in pa ljudi in pa študente, ki so na praksi pri nas, ker jaz osebno pač, ne vem, zaradi oči in pač ostalih zdravstvenih težav sem zelo malo gor, ampak takole bom pa še posnela, ne, kakor zmorem, bom posnela, če pa ne bom zmogla, pač ne bom zmogla. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav.